Zdaj. No, dedi, nam lahko poveš zgodbo, kako si se ti naučil orglice špilati? Jaz sem se orglice naučil špilati, ko sem bil star tam pri 7 letih. Stric je delal v Zagrebu, je bil doma, ko sem se jaz rodil, in on mi je pol kupil orglice, take malo večje, ko so te. In jaz sem imel pa veselje do muzike in sem se jaz tole hitro naučil in pa sem pa te orglice skozi nosil s seboj. Ko smo šli v šolo in na pašo smo hodili, tako da sem skozi tole jaz igral. Poleg tega smo imeli v vasi več inštrumentov, sem se naučil tudi cimbule špilati, če veš, kaj je cimbule. Cimbule so madžarski, to je madžarski inštrument, ko v Prekmurju ga imajo še zdaj, ne. In sem tole špilal, pol smo citre imeli tudi, na citre sem špilal tudi, pa harmoniko sem tudi znal špilati. Pol pihalna godba je bila vmes, tam v vasi smo, en čas smo v pihalni godbi špilali na bobne, ker ni bilo bobnarja, pa so pa mene vzeli, tako da sem jaz špilal pol na bobne. Ne, in pol je pa takole bilo, ne, drugače pa nisem imel možnosti, da bi kak inštrument mi kupili starši ali jaz nisem mogel. Ker je bila revščina takrat in ni se dalo, ne. Ni bilo možnosti nobene, čeprav sem imel talent za glasbo, tako da še danes nimam možnosti, čeprav sem imel veselje, da bi frajtonarico kupil, se pa nikoli ni bilo tega denarja, da bi špilal. No, in tako je, vidiš, tole prišlo pol, ko si se ti rodila, si bila 3 leta stara, sem te že naučil, na Synthesizer smo ti kupili. Synthesizer. Pa si se naučila, čuk se je oženil, najprej si znala špilati, to si znala takoj, ko sem ti pokazal, pa. No, tako si pol par pesmic se naučila in si bila, ker imaš talent za glasbo, ne, in ti to hitro kapiraš, ko se ti pokaže kaj, ne. Takole bi bilo tole v kratkem povedano, ne. Ja. Ka lahko še zaigraš Trzinka? Trzinko. Lahko še zaigraš Mi se imamo radi?
Hvala, ker si sodeloval z nami in nam povedal tako lepo zgodbo o tem, kako si se naučil orglice. Krasno. Hvala.